30-minutni odmor kot plačani more ostati. Izgovor, da 30-minutni odmor bo še naprej, se ne bo plačan. Točno vemo, kam pelje. Delodajalci so že zračunali, da bi s tem, ko bi ukinili plačan 30-minutni odmor, privarčevali cirka 800 milijonov evrov. To in pod po glavi. Delavce in delavke jemljajo kot čisti strošek. Delavci, delavke namesto 40 ur, plačanih bi delali seveda 37 ur in pol. Za 2 uri in pol, to je cirka 6% nižje plača. Tukaj bi privarčevali, iz česa drugega. Ko sem na pobudo Dušana na vprašanje 30 minut se podal v naše podjetje in vprašal zaposlene, kaj o tem mislijo, je bilo takoj izraženo nezadovoljstvo, razočaranje in so rekli, spet nam bodo nekaj vzeli, spet nas bodo okradli, nič drugega ne znajo, kot imati tistim, ki še sedaj nimajo. 3,5–4 urah norme človek rabi določen čas, da se odpočije, da se regenerira, da se malo sede, da se poje tisto malico. In zato ostro nasprotujemo odprave plačanega 30-minutnega odmora, tako delavci Mule, kako tudi vsi ostali delavci iz Slovenije. Za ohranitev plačanega 30-minutnega odmora so ljudje pripravljeni stavkati. In to ne samo opozorilno, 1–2 uri, 5 dni, če je potrebno tudi mesec. Ideje, informacije, signali, ki prihajajo v zadnjem času, to je strani, ki prihajajo v zadnjem času v javnost in ki kažejo na ukinitev plačanega 30-minutnega odmora, v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije razumemo kot napad na plače. Če se malce poigramo z številkami, lahko govorimo, lahko rečemo, da na letni ravni to pomeni okoli 120, pa tu nekje ur, plačenih ur. Se pravi, okoli več kot 2/3 mesečne plače delavca na letni ravni država z ukinitvijo plačanega odmora ljudem jemlje. Zdaj si zamislite, da vi vzamete 2/3 nekomu, ki zasluži 600 evrov neto. Ogromno je to, da daje.